Ti zvoki so Urban Vidmar, ki je naš današnji jutranji gost. Dobro jutro, Urban. Neki Srbi, ojla, čau Urban. Ojla, Robin, kako ste? Dobro smo mi, dobro, ne? Benišimo. Smo tudi live na Facebook profilu v našem radiju Robin, tako da vabljeni, da nas vidite tudi v sliki. Ja, a ti, Urban, zdaj se že kar nekaj časa nismo videli. Si v redi? Ma bom pa sem bile odlično, končno se začel vrtiti prej, ne, 2 leti se ni, zdaj se vrti spet in jaz se vrti z njim, tako da res lepo zdaj končno. Je boljše, da se malo zadeva sprostila, ne? Finalmente, da ne res itak, da hvala Bogu. Ti, strašno romantičen komad je nastal v tem času, odkar smo se nazadnje videli. Ne, me pozabiti, kaj je. Prav boli, ja. Ne, to so še stara bolečina, ne, stara bolečina. Ja, to zdaj hočeš reči, da to so neke izkušnje lastne, ali kaj? Ja, itak. Ne, ta je stara, ne, ta je bila dejansko zgodba tako, da to sploh ni smešno, to je ta res malo boleča. Tako da Suska za mi robčke so šbrisala solze. Za mi gre na smeh, ne moram. Dobro, daj povej. To se je skrival. Ne, veš kaj je, to je bila tako pač, jaz sem mislil, da je, torej, vsak moški ima neko žensko, katero je bil zaljubljen, noro v njo, ne pole je ugotovil, da, ker preprosto vse to bila moja zgodba, no. Ko sem se pustil jaz z bivšim dekletom, in to je bilo že leta nazaj, sem ugotovil, da v tem času, ki sem preboleval to dekle, to je bilo leto, 2, 3, sem ugotovil, da v resnici po mojem je prebolel nikoli ne bom, in to bolečino moram sprejeti, da preprosto z mano bo zelo možno, tudi ko bom imel 50 let, sem spomnil na trenutke, razumeš pač, ne, da je bilo lepo, da je bilo fantastično, da tudi če sem sanjal, da bom imel, ne vem, pa otročička, pa vsa ta zgodba, veš, ono, pa hišica, bazenček, avtoslužb, vsa ta scena, ne, da pač tudi, če tega z njo ne bom imel, ne, me bo vedno bolelo, ampak vedno manj. Ta pozitivna plat te zgodbe je pa to, da ne glede na to, če bo to delila z drugo osebo, z drugim moškim dejansko, ne? In želim pač to odraščanje, ki sem ga dosegel, je to, da tudi če bo to delila z drugim, in želim vseeno dobro, in želim lepo življenje, želim, da bo vesela, da bo imela lepo otročke, tudi če preprosto ne bodo z mano, ne? In to je pač to odraščanje, ki po mojem sem dosegel v teh dobro, ne 4 letih, kar ne 8, 7. Tako daleč to nazaj vse se. In jaz verjamem, stara štorija, se se rekel. Verjamem, da kada bom imel 50 let, bo dober žurt, ko da bo pozabil. Misliš, da bo tako? Ne. Joko že, ali si, oj, so fano, ne, skreca. Ne. Se lepa, kako, pač to pa moje odraščanje, ne? Ja. Pa moje to odraščanje. Zdaj tak lepo vod si naredil, da bi lahko še slišali to skladbo. Ja, ne bo še kar da. Ja, se strinjam, lahko. Ko še poklepetamo naprej. Ja, se bomo še govorili. Ne, se cuci, ne, tle teži, da opre tisto peninco, ne, se kar niče, ne, jaz sam, da bi... Urban Vidmar ni prišel samo s kitaro, ampak tudi za nabotiljo. Ne, 1, 2 metri. A 2 metri? Še nema še 4 v avtu, če se vreje, tako da... Dobro. Urban Vidmar uživo na Radio Robin in ne me pozabiti. Ajde, okej. Zdaj sem pa na mojem odmevu. Ne, zdaj sem na odmevu. Okej, idemo. Ajde, dajte mi par sekundic. Smo živo, ne? Ajde, pejte tudi na Facebook live. Jutra so čudna, čudno je vse, kje si da vidim, kako ti zdaj gre. Ne gre mi z jezika, rad te imam. Stare napake, vse ti priznam, majhen oprosti, ne spremeni dan, ne gre mi z jezika, rad te imam. Ne me pozabiti, ko sama zaspiš, spomni se name, ko se prebudiš. Ne me pozabi, ker jaz te ne bom, tudi če vidim te objeto z nekom. Ta pesem je zate, vse, kar imam, s tabo odšla si mi stran,
ne grem iz jezika, rad te imam. Stare navade, vse ti priznam, majhen na prosti, nespremeni dan, ne grem iz jezika, rad te imam. Ne me pozabi, ko sama zaspiš, spomni se name, ko se prebudiš. Ne me pozabi, ker jaz te ne bom, tudi če vidim te objeto zneku. Tudi če vidim te objeto zneku. Ok, Izica. Ja, se je slišalo v redu tole. Urban Vidmar uživa odpeta skladba Ne me pozabit, najnovejša. Zanjo je narejen tudi videospot, ne? Ja, ki se je predvajal v ozadju tle na televiziji pri nas. Videospot, znano zasedbo igralsko, ne? Iz kmetije sta igralca, ne? Nina in... Ja, eno je Nina in majhna je. Jaz pa nisem mogel verjeti, koliko je Mičkina ta punca. Ne, se je nekaj, pač smo se pogovarjali o temu, ne? Nina ima, no joke, ima, čakaj, klobasa, mislim, da je 60. Klobasa Jan Klobasa, ja. On je tudi igralec v tem videospotu. Ja, mu je rekel, od ene kolegice mu rekel, on je vse nas kmetija, ne, in tam imaš občinstvo dve strani ista, ne, eni tam imajo furadi, eni pa te ne morajo videti, ne, in pa rekel, kaj imaš tako, kot krotenina od zadaj, in sva se z Janom smejala, pole skupaj, ne. Če ne pa, Jan je 1,60 m, Nina je pa 1,52 m. Še manjša od mene. Ja, se ti pravi, da je najmanjše dekle, katerega jaz poznam, in smo imeli pač tako kar problem dobiti dovolj velikega, ker pač fanta za njo, ker... Da ne bo preveč velika razlika. Ja, razumeš, ker če ne v kadru, jaz sem mogel biti skor malo v počepu, Nina je bila na prstih do kraja in nekako smo dali pole skupaj. Zato imam jaz pručko, tisti, ki nas slišite, imam jaz pručko, ker sem velika 1,57 m, tako da so me podložili, da me lahko sploh vidite na kameri. Suska ima en tak 15 cm kvadrat modr tle spodaj. Ne, zanima me, če si te igralce namenoma zbral neke bolj znane obraze. Ja, definitivno. To sem tudi povedal, sem rekel, če želite, pač meni, jaz sem vseeno mala riba še, ne, nekako v slovenski glasbi, in sem rekel, če želite, če vam je okej, mi pomagate, pač uporabimo medijsko pozornost vaju dveh in pa tu vzdihnemo še na višji level, zato da bo pač komad dosegel več ljudi, ne. In zadeva, kar pač se lepo primla, pa tudi tako, no, vajena sta kamer, ne, veš, ko bilo v izi snemat, ne, sploh ni bilo nobena problema, ne, ni uno, zdaj pa, če nisi vajanja, je lahko tam malo tako, ne, gledaš neki v kamero, pol imaš neke čudne obraze, take tle je pa kar laufalo. Je zlaufalo. V 7 urah ste to, sem prebrala, posneli. Zakaj ste zbrali te kraje, kje ste snemali? Torej, to je pa Raheli, to je dejansko kilometr proč od mene, on je bil tudi prvi, ki je me pomagal pri spotu, torej, ker sva še snemala s Kitajo. Tako da sem zdaj pa še sobe uredil, so noter, res tako so hude, da sem rekel pismo Dejan, da to moramo posneti pri tebi. Tudi pod tušom ste snemali. Ja, da je videla to, ker se smo ta spot pokazati. In so prišli neki kolegi od mame in tato, je bilo 10-15 ljudi je bilo pa nas doma. Znaš, in pole jaz sem rekel, lih je prišel spot, me zajlec poslal spot in je rekel, dej pač malo potestiraj, da vidimo, kjer kadi so v redu, kjer ne, ramo malo kritično, ne? Za te familije. Ide gas, idemo na pune, ne? Sem na zapadu videl spot le v dnevni sobi pri nas in je bilo tle enih 10-15 ljudi, torej mama, tata, še enih 10, pač nas je bilo tam od 40 do 60 let. In jaz tako gledamo spot in jaz sem samo čakal, se rekel, stari, ker prije do teha tuša, upam, da ne bojo kisli obrazi, razumeš, ker veš, ko je bilo narodno, ne. Ja, sej sem nisem vedel, razumeš, uro potuša, se rekel, kako je to, ne. In so pa vsi pohvalili, stari, taki kamen mi je padel, no, sem rekel, hvala Bogu, se rekel, me je bilo strahno, da je neki, ja, se veš, tako nudo. Torej, ti po Instagramu si že malo vajena, tako lahko, da malo, kakšna majica je premalo, ne. O premoških mi na Instagramu.
Jaz sežem do kratka majico, več se nisem upal, da se pa rekel, da prebijamo vzorc, pa ratalo v redu. To se to. Je vedno dobrodošlo. Ja, tu z nekim kozarcem strašno skoraj tak kader, kaj zdaj to v nekim. Ja, itak ne, pač žalost, razumeš, ne, majster se ga je, ne, ker se je mogel umiriti, ne. Če ne pa, ja, pač to tle smo teli prikazati, res to je bila prvo od Zajleca, Lukca, ideja, pač da pokažemo res to žalost, da, ker sta kadra tako, ne, Jan in pa Nina, ne, tako veselo zaljubljena in jaz tam pač sam, ne, pa depresiven, dejansko, ne, mislim, kako se ona mucka z drugim, ne, in jaz pač tam v sobi zdrave, razumeš, ne, mi odpira pamet, ne, pač to je dejansko spot, ne. In mislim, da smo lepo zadeli, no. Jaz mislim, si da zadovoljen z izdelkom? Res sem ponosen, ker mislim, da tako do zdaj je to po moje eden najboljših spotov do zdaj, ne. Jaz bi kar rekel, nekaj mislim, da je lepo zgodba nastala, da smo pokazali res to, problem pri glasbi dosti krat je narediti neko zgodbo, ker ti imaš tiste 3 minutke, razumeš, in zdaj pač pokaže v teh 3 minutah približno, kar pesem pravi, ne. In tle, kolikor malo cajta imaš, mi zdaj je ratalo lepo štekati. Imaš že pripravljeno za naprej? Ja, komade imam, zdaj tako dejansko letos, zdaj ne vem, kako marketinška fora je, da bi mogel reči, kao zdaj, ne, neki se dela, ne, vam povem v enem mesecu, kakorkoli, ampak v planu je tako, imam 2 reggaetona in pa 2 country komada. Torej, zdaj bom res, mislim, da sem se odločil dokončno, tako da 2 country komada in 2 reggaetona bosta prišla ven, zdaj mogoče, ne vem, bo 3-1 ali pa recimo 3 country, 1 regič ali pa 2-3 regiče. Ja, se boš odločil, ja. To je tak pri meni, maja je tako, aprila je tako, marca je tako, ne. Sam tle neki bomo, 100%, in tako tudi bo šlo, tako da mislim, da letos res ali bo COVID, ali ne bo, ali bo ne vem kaj, ali bo, ne vem, karkoli ima, da se zgodi, komadi bojo prišli ven 100%. Kdaj te bomo pa kje uživo lahko spet videli? Je zdaj tako, čaki, mislim, da bomo, čaki, maj, junija, bi mogo Jakca vprašati dejansko, čaki, junija je... V glavnem boš na odru. Ja, špili se kar dosti polno, dejansko sem vesel zukr z bendom, ne. Z bendom, dejansko, ki imajo 4 fanta od zadej, pa smo vsi zdaj neki sred COVID-a, so klicali sam akustika se je lepo, ne, sam live glasbenika je oder, band, ljudje od spoda, ne. In zdaj to bo full pismo, so kar odpira, ne, zdaj več ko bo eventov, ker zdaj mislim, da ljudje tako, 2 leti smo bili doma in zdaj bo za vse nazaj, ne. Ola. Se odpira. Vse za nazaj, res. Ja, reč, Urban Vidmar, ti želimo vse dobro, da te zopet res malo vidimo tudi na odrih, da zažuramo in uspešno na glasbeni poti. Počakamo ta reggaeton, oziroma country. Ola, zmejaš pa še ti vzpod, ne? Ola, ima jaz se naslačim, veš. Ne, se ne rabim, samo da prije spet klobasa, da bosta 1,60 m, da bo lih prav, ne? Pa ja dobiš kakšnega novega, ne? Če prije tvoj fant je 1,90 m, veš kakšno bo, ne dobimo kadra, ni opcija, razumeš. Urban, bodi fajn. Ajde, enako, čau. Radio